Naše najljubše orodje je robot, zato ker to pomeni, da mi ne rabimo sami, ne z glavo na pladen. Gre za enega najboljših robotov, ki obstajajo na trgu. Glavno orodje so klešče, pol top za izstreljevanje izstrelkov, kot so na primer šibre in pa klini za odbijanje vžigalnikov. Robot ima 5 kamer plus kamera in namerilna naprava na tem topu. 2 kameri sta premični, od tega je ena na teleskopu, kar pomeni, da jo lahko dvigamo in spuščamo. Če gremo do vodnih topov, Telejet Short, se pravi manjši brat tega, je namenjen izstreljevanju vode. Se pravi, v zadnjem delu vstavimo naboj, sprednji del vodo in s pomočjo pritiska, ki ga ustvari naboj, uničimo tisti predmet. Vodni top ABL 3000, naše najmočnejše orodje, kar se tiče vode, za uničevanje večjih predmetov, in pa naš najmanjši vodni top, v bistvu je to vodni top za enkratno uporabo, so akvaseti. V primeru, da moramo vodni top odnesti sami do predmeta, se pravi, da dostop z robotom ni mogoč, uporabimo nosilec in v njega vstavimo enega izmed topov, za katerega ocenimo, da bi pač najboljše opravil svoje delo. Mi smo imeli največ izkušenj z TATP-om. To je razstrelivo, ki je narejeno na podlagi peroksida in acetona. Je eden izmed najnevarnejših za takšno izdelavo, zato bi to ne bi priporočil, da se to dela doma. Ker posledice, odkrili smo jih predvsem tako, da so se poškodovali oziroma umrli ob izdelavi tega. V zadnjem primeru na Norveškem je pa, verjetno veste, bil uporabljen amonijev nitrat, plus dodan je bil nitrometan in pa aluminijev prah. Gre za to, da sam amonijev nitrat je zelo neobčutljiv, zato mi rabimo booster oziroma ojačevalec detonatorja. Sestavljanje teh dveh, se pravi boostera in pa detonatorja, pa je zelo kompleksna stvar in velika verjetnost, da se nam pri sestavljanju tega kaj zgodi. Se pravi, pri sestavljanju osnovnega razstreliva ni take velike nevarnosti, ampak brez boostera in pa detonatorja ne moremo narediti nič. Pri sestavljanju teh je pa res velika nevarnost, da pride do nesreče. Spremljate nakupe večjih količin umetnih gnojil tudi v Sloveniji? To dela kriminalistična policija. Mi tega ne opravljamo, tako da bo treba njih vprašati. Ste bili v zadnjem času kdaj obveščeni, da je kdo kupil večje količine tega gnojila, ki bi lahko bilo potencialno nevarno? Mi ne. Se pravi, to spremlja kriminalistična policija. In šele takrat, ko bi šla v zaseg, prosi nas za strokovno pomoč. Se pravi, mi jih sam suportiramo, sami pa ne izvajamo nekih preiskav in ne zbiramo informacij. Fantje niso posebej gostobesedni, ko gre za njihovo delo. Ste zadovoljni z delom v posebnih enotah policije? Ja. Tudi ste nagrajeni ustrezno v tem momentu ali niste? Ne bom komentiral. No, ampak nisem vas vprašal, pač recimo, glede na to, da nosite glavo na prodaj, pa to, da... Na sveta nekako je stanje v državi, tako da ne bom se zdaj spuščal. Ni tisto, da bi ste se odločil zaradi plače ali pa zaradi teh prejemkov za ta poklic? Jaz sem tukaj že precej dolg, tako da že od 98. leta. In zakaj ustrajate tu? Kaj je tisti čar, ki vas privlači? Ja, malo mora biti akcija. In koliko je to, recimo, ko ste rekel, akcija? Vsak teden? Ne, mislim, odvisno, lahko je kak teden več stvari, lahko pa pol en mesec nič, zdaj je to čisto odvisno. Nekje imamo mi intervencije, okrog 60, se mi zdi letno, nekje.
A ste zdaj sodelovali slučajno na tem prvenstvu specialnih enot? Ne, to so pa drugi ljudje. Drugi ljudje? Jaz sem v protibombni enoti. Ja. Vi nimate nič takih, bom rekel, tesnih preizkušenj? Ja, imamo mi preizkušnje, samo pa druge stvari, druge zahteve so. Da gre za ekipo, pripravljeno za naloge z najvišjo stopnjo tveganja, se je na koncu predstavitve strinjala tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. V prejšnjem tednu po dogodkih na Norveškem smo enostavno dobili toliko vprašanj, kako funkcionira naša specialna enota, da smo se odločili, da organiziramo eno takšno vajo in vam jo prikažemo. Podrobnosti o tem vam bodo povedali kolegi iz policije. Sicer pa je zadnji dogodek na Norveški pokazal, da varnost ni nekaj samoumevnega. Mi včasih jemljemo, kot da je to nekaj dano in da imamo, zato ker živimo v taki prijazni, majhni deželi, kot je Slovenija. Pa vendar se je grozodejno dejanje zgodilo v državi, ki smo jo mi vsi smatrali za vzor, mirni, prijazni, zelo strpni državi. Ni se zgodil ta napad v Afganistanu ali v neki širni Ameriki, ampak tu zelo blizu nas. In to nas spomni najprej predvsem to, da bi morali vsi, ki imamo karkoli pri javni besedi, paziti na to, da širimo strpnost, razumevanje do drugačnosti, da se razvijamo v smeri odprte družbe, ker to je tisto, kar nam najbolj lahko koristi in preprečuje take dogodke. Seveda, ko pa se zgodijo, so pa tisti, ki so prvi na mestu, ravno predstavniki policije. Danes nismo videli enega pomembnega segmenta in to so uniformirani policisti, tisti, ki jih vsak dan srečujete na cestah. Včasih ste tudi jezni njih zaradi prometnih prekrškov, ampak oni so tisti, ki prvi ponovadi pridejo na kraj. Oni so tisti, ki se več ali manj precej nezaščiteni od cevi, pištol, ki streljajo in morijo. In razumljivo je, da bi jim poskušamo olajšati to njihovo delo, da ga bojo lahko čim bolje opravljali. Ampak v posebnih situacijah pa imamo tudi odlično opremljeno in odlično izurjeno specialno enoto slovenske policije. Njeno predstavitev ste videli danes. To zahteva zelo veliko treninga, zelo veliko tudi psihološke priprave in pa strokovne priprave. Kot ste slišali tudi, smo ponosni, da je naša specialna enota bila druga na neformalnem svetovnem prvenstvu, ker si nihče ne zna čisto dobro predstavljati, kaj to pomeni. Rada dam primerjavo. Vsi poznamo ameriške specialne enote, radi gledamo v raznih filmih, no, ameriška specialna enota je bila 36. Naša specialna enota je bila druga. To veliko pove o tem, kako dobri so. Se pa seveda ob takih dogodkih moramo spomniti tudi tega, da vse to tudi stane. V policijo je treba vlagati, za policijo so potrebne investicije in nažalost zadnjih nekaj let mnogo premalo vlagamo v našo notranjo varnost, kot rečeno, zdi se nam tako samo po sebi umevno, v tej naši krasni državi se ne more nič zgoditi, ampak lahko se zgodi. Jaz upam, da bo politika počasi razumela, da ne sme biti policija tista, ki se ji prvi vzame, kadar se poskuša nekaj prihraniti, in policija tista, ki se ji zadnji kaj da takrat, ko je možno nekaj dati. Jaz upam, da bomo to dojeli tudi v tej vladi in za naslednja leta ne bomo več krčili proračuna za delo policije, ker to se bo potem nekje začelo poznati. Poznalo se bo tudi na operativni funkcionalnosti specialne in tudi vseh ostalih enot. Nekatere novinarske kolege je zanimalo, kakšen delovni čas imajo specialci v Sloveniji. Nekateri so navajali, da delajo samo od 7 do 15 ure. Na njihovo vprašanje je odgovoril namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec. Kar se tiče dežurstva specialne enote policije, to, da dežurajo do 15 ure, to enostavno ne drži. Naši policisti so bistveno dlje v službi, glede na ocene tveganja, na naše podatke, s katerimi razpolagamo, in na njihove naloge, so seveda lahko v službi tudi 24 ur na dan. Tako da to podatek o tem, da so od 7 do 15 ure, kot ostali večino javnih uslužbencev, ta podatek ne drži. Uradni delovni čas je seveda od 7 do 15, ampak naši policisti delajo po razporedu. To pomeni, da se njihov delovnik seveda lahko določi tudi v drugem dnevnem obdobju. Tako da to 7 do 15 v praksi enostavno ne drži. Tudi odzivni čas specialne enote od aktiviranja seveda do odhoda na kraj lahko od 5 minut do 40 minut, kar je običajno. Če pa seveda deluje cela enota, je pa predvideno za njih, da se zberejo nekje v 2 urah in odidejo na kraj.
Specialna enota je s tem prikazom potrdila, da je vrhunsko usposobljena ekipa, na katero se lahko državljani zanesemo, da nas bo varovala v najbolj kritičnih trenutkih, ki se lahko pojavijo v današnjih kriznih časih, ko v nekaterih delih sveta postajajo nasilne, kriminalne in teroristične dejavnosti del vsakdanjika. Za upravljanje takšnih varnostnih nalog se strinjamo z ministrico, ki je dejala, da prevečkrat pozabimo, da je za učinkovito varnost potreben tudi denar, ki ga policiji, v parlamentu in nekaterih delih javnosti prevečkrat prelahko želimo odtegniti. Specialci pa niso nobeni hladnokrvni in izurjeni morilci, temveč ravno obratno. So najbolje možno usposobljeni policisti za izvajanje najbolj zahtevnih varnostnih nalog. Jaz ponavadi pijem jogurt za zajtrk, včasih pa sok. In običajno se ne slačim pred neznanimi. In že dolgo se ne igram v pesku. In skoraj nikoli ne berem ljubezenskih romanov. Običajno se družim s starejšimi. Tudi to poletje, kot ponavadi, morje kliče. Črna gora. Naravnost na mizo. Agra, največji mednarodni sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji in sosedski regiji 4 držav. Gornja Radgona od 20. do 25. avgusta. Pomurski sejem.